Sreda je pri nekaterih narodih že mali petek in zato vas vedno na koncu daje malo ogrejemo že za dneve, ki so pred nami. Mečkan glasbene podlage nikoli ne škodi, ne samo takole pri kuhanju. In bom v odlični družbi takole v tem zadnjem delu naše oddaje. Patrik Prelec se mi je sedaj pridružil. Patrik, dobro jutro. Dobro jutro. Prihajaš čiv in poln energije in novih projektov. Ja, tako je. Napovedala bova videospot. Ja, moram reči, današnje jutro je kar mrzlo bilo, ne? Ja. Prišel ta ves topel studio, tle tako lepo diši po eni hrane, se je kaj kuhalo Tole je mogoče. subtropsko podnebje, boš videl. Samo še palme manjkajo, dobro smo ogreli. Je pa res po italijansko je zadišalo, ampak tudi tebe je glasba malo ponesla čez planke, bova rekla, ne? V Londonu je nastala pesem, ki jo bomo sedaj slišali. Tako je, v bistvu pri mojem zadnjem projektu smo probali tak način miksanja, da v bistvu zdaj tehnologija to dopušča, da narediš miks, pošleš v London, mi smo poslali znanemu producentu Niku Bruselu, on z miksa naredi master in pošlje nazaj, ne. Tako da je v bistvu glasba enako dobro slišati in na telefonih, in na velikih zvočnikih, in na slušalkah, in na vseh možnih. Tako enostavno je danes, ne? Svoj čas se spomnim, ko smo rekli, v Londonu je snemal, ne? To je veljalo takrat za Tomaža Domicelja ali pa za Meška, recimo. Takrat se nam je zdelo nedosegljivo, ne? Mlada generacija, danes vse je digitalno, tak, pošleš po mailu, transfer, dobiš nazaj. Zelo enostavno. Dostopnejše so te stvari postale, tudi v glasbi. Ja, vse bolj se tehnologija itak izboljšuje in omogoča take stvari. To je pač, če me ne vprašaš, dobro, po drugi strani je spet, mislim, ima tudi slabe lastnosti to, ne, da je vse digitalizirano, da vse dobiva podoben zven. Vsaka stvar dobiva vedno, ni takih razlik, kot so bile včasih, recimo, ne, ker se je vsak band v svojem studiu snemal za svojimi napravami in tako naprej. Ne. Zato je tudi užitek vedno znova poslušati akustično glasbo, kjer pa ni veliko teh bližnjic vedno, ne, kitara tako lepo zveni. Ja, uživa, itak. Ja, kitara vedno, se mi zdi, da tak inštrument, ki ga lahko uporabiš in na nekih takih intimnih dogodkih, tako potiho igrati, pa lahko tudi na žurki, ki narediš za 20 ljudi žur, ne. Tak multifunkcijski inštrument se mi zdi, da je. Ja, tudi v tvoji glasbi je ta pristnost vedno pomembna. Povej nam nekaj o videospotu, ki ga bomo sedaj videli. Ja, moj zadnji videospot z naslovom Iluzija. Snemali smo ga nekaj na Hrvaškem, na Krku, nekaj tudi v Sloveniji, tako da v bistvu, ja, zanimiva lokacija. Smo zbrali en zapuščen hotel, Haludovo, če ste kdaj slišali. Znan je tudi po tem, da mogoče v hotelu straši. Mi nismo imeli kakšne take izkušnje. Je bil pa to najprestižnejši hotel v Jugoslaviji. Zdaj pa že tako enih 20 let, mislim, da je celo več zaprt, vse razpada, vse popisano po stenah, tako da je tako urbano okolje in lik prav za tak spot, ko smo pač si tako zamislili na sceno. Mislim, da bo veliko gledalcev kar navdušenih, namreč te stare, ne že rahlo načete stavbe imajo svoj šarm, sploh ko se čez njih sprehodi, ne, kamera. Ja, tudi tako zelo umetniško deluje, po drugi strani pa zdaj za nekatere je pa to strašljivo. Tako, bomo videli, kako Patrik deluje tudi s svojim bendom v videospotu. Tole naj vam polepša tole sredo, pesem Iluzija. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija, ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija, ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Dneve, kar študira, je vesela, ko nervira, z mano dela kot s peresom, hoče le, da sem pod stresom. Spet se mi danes poslabšal je vid, pikčasto že vidim, vsega sem sit. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija, ti si
ki me ubija. Ti si zame še prevlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila,